Udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav na 35. SBC webinarju, tokrat na temo zelena posojila, zelena obveznica in zeleni projekti. Današnji SBC webinar organiziramo skupaj s članom SBC-ja, podjetjem Roto in partnerjem SID banko. V svetu se vedno bolj poudarja pomen zelenega poslovanja, ki je okolju prijazno. To pa velikokrat predstavlja tudi strošek za podjetja. Pregledali bomo, kako lahko v podjetju učinkovito upravljamo odpadne vode, prihranimo pri stroških, te za investicijo pridobimo tudi sredstva iz Evropske unije. Strokovnjaki SID banke, ki je bila že leta 2010 med prvimi pobudniki uveljavljanja koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji, pa so pripravili predavanje oziroma predstavitev zelene obveznice in možnosti financiranja vaših inovativnih zelenih projektov. Roto Group, ustanovni član SBC, je sicer vodilno podjetje na področju čiščenja odpadnih voda v Evropi. Skupaj z vrhunskimi sodelavci z tega področja iz Avstrije so izdelali naprave za čiščenje industrijskih voda, kjer lahko vodo recikliramo in jo ponovno uporabimo za sanitarno vodo ali tehnološko vodo v proizvodnji. Naši današnji govorniki so gospa Polona Hiti iz SID banke, gospod Vito Žalik, gospa Nuša Pavlinjek in gospod Nikolaj Oraše iz Roto Voda je gospod Vito Žalik, tehnični direktor, iz Roto Slovenija direktorica Nuša Pavlinjek, specialist za industrijske vode, Roto Tech Ecolink pa je gospod Nikolaj Oraže. SBC webinar bo moderiral Goran Novković, izvršni direktor SBC-ja. Spoštovani udeleženci, vaše vprašanja že med predavanjem lahko zastavite v pogovoru, chatu, na koncu webinarja pa lahko zastavite vprašanje tudi tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, tretja ikona. Na to vas bom ob koncu tudi opozoril. Ampak kot rečeno, vabljeni, da v ikonci chat, v rubriki chat, zastavite vprašanja tudi že med predavanjem, na koncu pa bomo na nje tudi seveda z veseljem odgovorili. Ko bom predal besedo na koncu, prosim tudi vklopite zvok, ukolikor boste ustno seveda zastavili svoje vprašanje. Na vsa vprašanja, kot rečeno, bomo odgovorili po predavanju. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek webinarja, prezentacijo in tudi kontakt naših predavateljev za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo našim današnjim predavateljem. Najprej vabim k besedi gospo Polono Hiti iz SID banke. Izvolite. Lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala lepa za predano besedo in povabilo. To je zelo dobra priložnost, da se srečamo na tak način s podjetji, glede na trenutno situacijo COVID, tako da evo, gremo kar na prezentacijo. Preverjam samo, če vidite projekcije. Vidimo, kar izvolite. Super. Torej, moje ime je Polona Hiti, prihajam iz oddelka za financiranje MSP podjetij in pa velikih podjetij, torej za direktno financiranje. In danes bi vam želela predstaviti SID banko, njeno vlogo oziroma področja na kratko, na katerih delujemo. In pa potem v drugem in tretjem delu v bistvu naše programe, katera posojila lahko podjetja pridobijo in pa možnost tudi izdaje zelene obveznice, ki jo lahko podjetja izdajo. Tako da na kratko, na hitro, kar se tiče SID banke. Ustanovljeni smo bili leta 1992, najprej kot izvozna družba, ukvarjali smo se predvsem z financiranjem in pa zavarovanjem izvoznih poslov. Potem pa nam je leta 2005 v bistvu dodelila Banka Slovenije mandat, s katerim smo v bistvu dobili status banke, tako kot ostale poslovne banke, torej lahko ponujamo tudi posojila na slovenskem trgu. Kar pa nas razlikuje od drugih bank je, da smo v 100% lasti Republike Slovenije. To nam omogoča, da se na trgih v bistvu ugodnejše zadolžujemo, ker imamo v ozadju garancijo Republike Slovenije. Zdaj, naš namen delovanja je predvsem, želimo delovati na ta način, da spodbujamo trajnostni razvoj Slovenije in sicer
delujemo v bistvu na nek način na 3 področjih. Eno področje je ta neposredno financiranje, torej tako kot ostale banke v bistvu financiramo direktno podjetja. Naš namen je, da pokrivamo predvsem tržne pomanjkljivosti trga oziroma tako imenovane tržne vrzeli. Kaj to pomeni? Se pravi, področja, ki jih mogoče poslovne banke ne pokrivajo oziroma ne financirajo v takem obsegu, oziroma dejavnosti, gospodarske dejavnosti, ki mogoče niso tako zanimive ali pa so mogoče preveč tvegane, želimo pokriti oziroma financirati in to je tudi nekako naš namen. Zato v bistvu je naš cilj, da podpremo predvsem mala in srednja podjetja, tudi velika sicer financiramo, ampak nekako fokus na malih srednjih podjetjih, raziskavah in razvoju, infrastrukturi, torej energetske projekte podpiramo, okoljske. Želimo spodbuditi podjetja za v bistvu izvozne posle. Naš namen je tudi, da v bistvu podjetja ohranjajo zaposlene oziroma povečujejo število zaposlenih, jih prekvalificirajo. Financiramo tudi stanovanjske gradnje. Zdaj tukaj bi mogoče poudarila predvsem to, da tukaj ne gre za gradnjo za trg, ampak za recimo financiranje raznih domov za upokojence, varovana podjetja, socialna podjetja in tako naprej. Sodelujemo tudi z občinami, financiramo razne okoljske projekte z tega vidika tudi na regijski ravni in pa tudi imamo možnost projektnega financiranja. Zdaj to je v bistvu ta neposredno financiranje, ki ga ponujamo v banki, na tem področju v bistvu tudi jaz delujem. Imamo pa tudi dopolnilno ponudbo oziroma ponujamo tudi sredstva preko finančnih institucij, torej preko poslovnih bank, torej te ugodne vire, ki jih pridobimo oziroma se zadolžimo na trgu, jih ponudimo poslovnim bankam, ki jih potem naprej upravljajo in podjetja lahko vedno zaprosite pač pri poslovnih bankah za ugodnejše vire iz SIDA vira. Bom potem kasneje predstavila, katere banke so to. Kot dopolnilna dejavnost v smislu države in javnih skladov pa pomeni predvsem, da skupaj z državo, z ministrstvi in tako naprej oblikujemo razne programe in potem v bistvu neposredno te financiranja, ki imajo vsa status državne pomoči, v obliki subvencioniranih obrestnih mer, potem ponujamo na trgu. Kot tretja oblika bi imenovala način financiranja sofinanciranje, se pravi, tukaj imamo možnost, da se pravi skupaj z poslovno banko, sodelujemo z vsemi poslovnimi bankami, sofinanciramo tudi skupaj določene projekte. Torej, če imate kakšne projekte, ki so večjih vrednosti, iščete vire, ali pa recimo so daljših ročnosti, pa poslovna banka ni pripravljena v celoti prevzeti tega tveganja, lahko skupaj z poslovno banko prvi del recimo financira poslovna banka, pa smo potem v vmesnem času, je kredit pri nas v moratoriju, pa potem mi tisto daljšo ročnost prevzamemo. Zdaj, kar se tiče zelene strategije, zdaj SID banka kot SID banka, ker smo pač v lasti države, smo zavezani k temu, da sledimo smernicam, pobudam, ki so na evropskem in pa na evropski in pa slovenski ravni. V ozadju je en kup smernic in pobud na temo spodbujanja, bom rekla, krožnega gospodarstva. Vemo, da se pravi, zavezuje nas OZN, nacionalni energetski načrt, potem EBA smernice na evropski ravni, načrt za okrevanje odpornost, zeleni načrt za Evropo, v glavnem en kup enih smernic, ki jih tudi potem preko SID banke želimo implementirati in potem zaradi tega ponujati predvsem zeleno financiranje podjetij. Zaradi tega tudi sodelujemo z Evropsko investicijsko banko, nekje že od leta 2009, tam se tudi, preko njih se tudi zadolžujemo in potem ponujamo te vire oziroma ta posojila poslovnim bankam v okviru naših programov in sicer se pravi, kot rečeno, posredno in neposredno, se pravi direktno preko naše banke ali pa preko poslovnih bank. Nekako ocenjeno imamo, da smo v 12 letih financirali cirka 500 milijonov evrov okoljskih projektov.
Zato smo tudi dobili kohezijska sredstva iz Evrope, ki jih pač ponujamo v okviru različnih naših programov. Mogoče izpostavila bi, da v teh letih smo implementirali model obravnave in presoje naložb. To gre za tako imenovano v bistvu model sistem 5 bilanc. To presojamo 5 različnih bilanc, torej finančno, surovinsko, okoljsko bilanco, energetsko bilanco in pa inovativno bilanco. Vsa ta področja v bistvu vključujejo določena vprašanja tudi na temo krožnega gospodarstva in na podlagi tega potem pri presoji podjetij lahko to dobimo neko sliko oziroma vidimo, kakšna je krožna naravnanost podjetja in sposobnost za to transformacijo, se pravi k zelenemu. In to potem tudi vpliva na presojo podjetja in pa projekta in pa na podjetja. Zdaj pa v bistvu, kar se tiče naše ponudbe oziroma v bistvu neposrednega financiranja. Zdaj, SID banka je bila ena izmed prvih finančnih institucij v Sloveniji, ki smo uspeli pač izdati zeleno obveznico. To je bilo leta 2018. To pomeni, da smo na ta način z izdajo zelene obveznice smo pridobili oziroma pač to so vračljiva sredstva, ki v višini 75 milijonov evrov. Ta zelena obveznica sicer ima karakteristike klasični obveznici, s tem pa, da mora zasledovati nek zeleni okvir. To pomeni, da ta sredstva, ki smo jih pridobili, moramo v bistvu nameniti za projekte, ki imajo določeno zeleno komponento. Torej za zelene projekte, za ta trajnostni razvoj. Zdaj, kot vidimo, so sredstva, ki smo jih dobili, zelo ugodna. Pričakovani kupon oziroma zahtevan kupon je 0,5%, donosnost ob zaključku je 0,53%. In datum zapadlosti imamo konec leta 2023. Zdaj, torej ta sredstva, ki smo jih pridobili, moramo porabiti za te projekte, jih zaradi tega tudi pač ocenjujemo, ali so primerni imajo to določeno zeleno komponento, in potem moramo tudi o tej porabi našim vlagateljem tudi poročati, koliko sredstev smo porabili in ali kakšne projekte smo v okviru teh pridobljenih sredstev financirali, podprli. Zdaj vidimo, da tudi v bistvu struktura vlagateljev je bila v bistvu slaba polovica je bilo slovenskih vlagateljev, 54 je bilo pa tujih vlagateljev. Zdaj, v okviru teh pridobljenih sredstev pa lahko, se pravi, ta sredstva moramo porabiti oziroma nameniti za projekte, ki sodijo ali v obnovljivo energijo, se pravi, ali koriščenje sončne energije, vodne energije, energetske učinkovitosti, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, čisti transport, električna vozila, trajnostno upravljanje voda, odpadnih voda. Se pravi, želimo podpreti podjetja, ki izdelujejo trajnostne izdelke, ki so izdelki iz obnovljivih virov, ali pa je recimo sama proizvodnja bolj učinkovita z vidika porabe sredstev in pa tudi zelene stavbe. Kot ključno in tudi najbolj zanimivo za podjetja, za vas je, da ravno v tem tednu smo pridobili v bistvu program, ki bo objavljen jutri, in sicer to se imenuje Naložbe 3. To gre za program, ki omogoča v bistvu pridobitev ugodnega posojila za namen financiranja investicij v krožno gospodarstvo oziroma za zelene projekte. Tukaj praktično lahko podpremo vsa podjetja, skoraj SP-je, MSP-je, velika podjetja, zadruge. Gre pa tukaj za kredite od 100.000 evrov naprej, pa do 10 milijonov. Kot prednost bi sigurno izpostavila to, da res omogočamo dolge ročnosti do 20 let. Imamo posluh za moratorij, do polovice ročnosti kredita je celo lahko moratorij oziroma maksimalno 5 let.
Financira se pa lahko, se pravi, projekte oziroma investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena osnovna sredstva, možno pa je financirati tudi obratni kapital, torej stroške, plač, materijala, se pravi, trgovskega blaga in tako naprej. Tukaj bi poudarila predvsem to, da to je program, zdaj se pravi, jutri se bo objavil, se pravi, od jutri naprej bo možno oddati vlogo za takšno financiranje, kjer bodo zelo ugodne obrestne mere. To bo, se pravi, vsi naša posojila so posojila, ki imajo subvencionirano obrestno mero. To pomeni, da v bistvu, se pravi, je obrestna mera, ki jo ponujamo, nižja kot obrestna mera, ki je na trgu. In ta razlika se v bistvu upošteva kot neka vrsta državne pomoči. Tukaj ne gre za nepovratna sredstva, nimamo v bistvu v SID banki nobene oblike nepovratnih sredstev oziroma subvencij. Bodo pa to ugodne obrestne mere, ki bodo najugodnejše od vseh naših programov oziroma naših financiranj po drugih programih, kar jih trenutno imamo. Tukaj bi še izpostavila to, da je program možno financirati oziroma v okviru programa je možno pridobiti dve obliki državnih pomoči, to je pomoč de minimis ali pa po začasnem okviru Evropske komisije, kar pomeni za podjetje, recimo, če ima podjetje že eno državno pomoč koriščeno, lahko zaprosi po drugi. Ta program oziroma to financiranje bo tudi brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja in pa tudi ne bomo imeli nič stroškov za nečrpani znesek kredita. Kar bi še poudarila je to, se pravi, kateri so te nameni. Želimo spodbuditi predvsem projekte, ki imajo določeno zeleno komponento, se pravi, ali gre za zmanjšano količino odpadkov pri proizvodnji, ali ponovno uporabo materialov ali pa izdelkov, recikliranje materialov, preoblikovanje mogoče določenega izdelka, ali pa, če se bo, se pravi, izdelek lahko uporabljal za druge namene, ali se bo mogoče pri sami proizvodnji zmanjšala količina uporabljenih materialov, ali bo potem ta postopek energetsko bolj učinkovit, ali bo uporabljal ta postopek določene obnovljive vire energije, vse, kar ima v bistvu to zeleno komponento, a se bojo mogoče vhodne surovine zmanjšale. Se pravi, želimo spodbuditi podjetja, da v bistvu se usmerijo v to, bom rekla, zeleno, v izdelke, ki bodo imeli ki ne bodo namenjena samo za mogoče enkratno uporabo, ampak bodo, ali pa se jim bo vsaj podaljšala recimo doba uporabljivosti. Še posebej zato, ker se predvideva v letu 2023 okoljski davek, ki bo v bistvu bremenil podjetja, predvsem tista, ki ne bodo imela izdelkov oziroma ne bodo izdelovala izdelkov, ki bodo imele neko trajnostno komponento oziroma, bom rekla, ne bodo pripomogla k temu trajnostnemu razvoju, se pravi, da ne bodo šla v zeleno. Tako da to bo potrebno potem predstaviti v poslovnem načrtu in to so potem primerni projekti v okviru tega programa. Zdaj, če grem naprej, kot na začetku, kot sem omenila, mi želimo pokrivati predvsem tista področja, po katerih je trenutno največja potreba, se pravi te tržne vrzeli, tako imenovane. Zdaj, poleg teh prejšnjega programa bi seveda izpostavila tudi druge, torej če mogoče potrebujete financiranje, pa se mogoče po karakteristikah ne sodite oziroma projekt ne bi se umeščal v program naložbe, ponujamo tudi različne druga financiranja. Eden od teh je tako imenovan v bistvu financiranje za podporo podjetjem, ki imajo določene posledice zaradi covida. Torej, vemo, da je na trgu je veliko podjetij, ki potrebujejo financiranje ali obratnega kapitala zaradi zaprtja
določenih obratov ali pa dejavnosti in tako naprej. No. Tako da tukaj imamo prav tako v bistvu kredite od 100 000 naprej dalje, potem pa do 7 milijonov za MSP-je oziroma do 12 milijonov za velika podjetja, prav tako v bistvu nekako 12-letno imamo dolge ročnosti in tako naprej. V glavnem tukaj bi predvsem poudarila, da pri vseh naših programih, tudi pri tistem prejšnjem za naložbe 3, je minimalni pogoj, da ima podjetje že neko zgodovino poslovanja, torej mora imeti minimalno 2 leti poslovanja in pa minimalno 2 zaposlena, povprečno zaposlena po zadnjih oddanih bilancah. To je pri nas pogoj pri vseh programih, se pravi, da lahko tako podjetje v bistvu podpremo. To je to. Zdaj, če bi šla še naprej, želimo podpreti tudi, se pravi, imamo tudi programe za financiranje razvojno-raziskovalnih projektov. To predvsem pomeni, da želimo, se pravi, imamo posojila za financiranje raziskav in razvoja, torej, če podjetje če načrtujete recimo razvoj določenega novega izdelka, izboljšanega izdelka, določenega proizvodnega procesa, če ga boste izboljšali ali pa potrebujete sredstva za financiranje razvojnikov in pa tega materiala, ki ga potrebujete pri razvoju, in pa potem imamo možnost tudi za potem industrializacijo, torej za nakup potem osnovnih sredstev, da se potem to lahko ta razvoj realizira. Imamo tudi ugodne vire za ta namen, prav tako po različnih vrstah državnih pomoči. Tako da to. In pa podpiramo pa tudi lesno-predelovalno verigo v okviru našega programa LES-1. Tukaj predvsem ta lesna industrija ima še veliko potenciala za razvoj krožnega gospodarstva. Vemo, da lahko uporabljajo ali nove, se pravi, že uporabljene izdelke ali se določeni materiali uporabljajo za druge namene. V glavnem prav tako krediti od 100 000 naprej dalje, tudi do 20-letna ročnost in pa možnost daljših moratorijev. Vsi ti naši programi, tukaj pa bi predstavila primeri dobrih praks. Torej, to so uspešni projekti, ki smo jih financirali iz teh virov zelene obveznice. Tukaj bi predstavila podjetje Resalta. Oni so financirali, se pravi, v okviru energetske učinkovitosti, smo financirali 5 projektov na področju javne razsvetljave in kotlovnice na biomaso in plin. Potem je podjetje Rox Recikliranje, oni izdelujejo iz komposta, izdelujejo zemljo, so potem financirali v bistvu izdelke krožnega gospodarstva. Jamplast, oni v bistvu predelujejo staro plastiko in jo potem uporabljajo za druge namene. Potem kot primer energetske učinkovitosti objekta bi predstavila, je to tale šola v Logu in pa Energy 9 podjetje. Zdaj, kar bi predstavila še to, torej mi smo pridobili sredstva z virov te zelene obveznice, 75 milijonov, in sicer do zdaj ocenjujemo, da smo v letih 2018 in pa 2019 skupaj podprli 74,7 milijonov zelenih projektov, tukaj ne gre za kredite. Imamo pa iz tega naslova, iz teh virov zelene obveznice še na voljo 13,2 milijona sredstev, ki jih želimo porabiti oziroma nameniti za takšne projekte do leta 2021, do konca leta. S tem bi rada poudarila, da to niso samo ta sredstva, ki so na voljo, torej SID banka se zadolžuje tudi na drugih trgih oziroma dobimo ugodne vire tudi iz drugih naslovov, iz naslova zadolževanja preko Evropske investicijske banke, so razne kombinacije z ministrstvom, tako da sredstva za zelene projekte imamo. Potem bi pa predstavila še to, se pravi zeleno obveznico. Do sedaj, torej imamo dve obliki ponudbe, kar se tiče direktnega financiranja podjetij. Ena je ta, se pravi, posojila, ki jih omogočamo podjetjem.
Druga pa je tudi, da podjetjem pomagamo z izdajo zelene obveznice. Torej, kot primer bi predstavila družbo GEN-I Sonce d.o.o. To gre za podjetje, ki je v lasti družbe GEN-I oziroma skupine. To smo leta 2016 bili kot pomoč podjetju v postopku izdaje, kjer je podjetje potem pridobilo vire z izdajo takih obveznic. In na ta način v bistvu so se pridobila sredstva družbi, ki so omogočala v bistvu možnost nakupa, dobave, montaže sončnih elektrarn in v bistvu lahko podjetja pridobijo take možnosti, tako fizične osebe in pravne osebe lahko se zanimajo za sončne elektrarne, za financiranje preko te družbe. Torej, pomagamo pri samem postopku izdaje, torej od organiziranja postopka do izbira klirinške hiše, pripravljamo dokumentacijo, potem pomagamo tudi iskati možne vlagatelje za samo izdajo. Zdaj, tukaj bi še predvsem poudarila, za katere kdaj je to zanimivo za podjetje oziroma v kakšnih primerih se podjetja odločajo za izdajo zelene obveznice. Je predvsem nekako ocenjeno, da je smiselno, da je takšna izdaja smiselna, kadar podjetja potrebujejo minimalno 5 milijonov evrov, torej za mogoče nekoliko večja podjetja oziroma za minimalno v takem obsegu. Odvisno je seveda, ali se podjetje izda obveznico tudi od same bonitete podjetja, ročnosti financiranja, torej nekako minimalno 2 leti ali več je smiselno tako financiranje, za krajše ne. In pa od števila vlagateljev, potem kolikšen je interes za vložek v take obveznice. S tem bi rada poudarila, da smo mi tudi kot sovlagatelj v zelene obveznice, torej v tem primeru GEN-I Sonce, je SID banka soinvestirala, se pravi, je bila vlagatelj v to obveznico od te družbe, delno. Tudi poleg tega pa še ena poslovna banka. Zdaj, kot prednost, zakaj se podjetja odločajo za izdajo obveznice, je zagotovo povečanje razpršenosti virov financiranja, tukaj gre za kapitalski trg. Potem tudi z vidika, se pravi, gre za nek dolgoročen odnos z vlagatelji, ker jim je ponavadi potrebno poročati, zdaj, kako so bila ta sredstva vložena, kar pa seveda tudi pomeni prednost v kriznih časih. Potem običajno so to nezavarovane oblike zadolžitve, kar pa ima ugoden učinek na strukturo virov. So ugodni viri, načeloma, se pravi, takšna izdaja pomeni ugoden vir. Sigurno pa je potrebno izpostaviti tudi ta medijski učinek z naslova zelene komponente in pa prepoznavnosti podjetja. Tako da, kar se tiče odločitve, ali bo podjetje izdalo zeleno obveznico, je poleg stroškovne primerjave pomembno oziroma smiselno upoštevati tudi te mehke prednosti, ki so tukaj navedene. Torej, to je bila naša v bistvu ponudba oziroma možnosti, kako lahko direktno sodelujemo z podjetji. Kot rečeno, imamo pa tudi sredstva, ki so na voljo preko poslovnih bank. Banke imajo SID-ove vire, če že sodelujete z njimi ali pa če še boste sodelovali, tukaj so navedeni ponudniki, ki imajo naše vire in ti krediti so ugodnejši v primerjavi z njihovo redno ponudbo. Tukaj v bistvu znesek ni omejen, minimalni, maksimalni znesek kredita, tako da so možnost zadolžitve tudi pod 100 tisoč. In sicer lahko se financira do 85% upravičenih stroškov oziroma zdaj v tem času v COVID situaciji se ta odstotek povečal na 100%. Še mogoče omenjam eno od ponudb, torej preko poslovnih bank oziroma v okviru sklada skladov pa ponujamo tudi posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb. To je bil ta primer občine obnove stare šole v Logu. Vendar pa so pa ta posojila bolj primerna, se pravi, namenjena za javni sektor, za ESCO podjetja, prav tako daljših ročnosti,
in brez nadomestil. Tako da zdaj, če še zaključam, zagotovo veliko informacij morda. Izpostavila bi prednosti naših posojil. Želimo predvsem financirati uspešne zgodbe, drugače pa ponujamo dolge ročnosti predvsem. Imamo posluh za moratorij, daljše moratorije kot mogoče druge poslovne banke. Smo naklonjeni tudi večjim rizikom, predvsem pa naše obrestne mere so subvencionirane, se pravi nižje kot sicer na trgu, v velikih primerih pa tudi po programih ni nobenih stroškov odobritve, vodenja in tako naprej. Tako da zagotovo, kot rečeno, veliko informacij, vendar, če imate projekt, ki ga želite financirati, nas pokličite, tukaj je tudi kontakt, splošna številka in pa moja direktna številka. Mi smo tukaj, da vam svetujemo in pomagamo. Tako da to je vse z moje strani. Hvala lepa. Predajam besedo gospodu Novkoviču. Gospa Polona, najlepša hvala. Res za te informacije. Sedaj pa predajam podjetju Roto. Gospod Vito Žalik, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni tudi z podjetja Roto. Sem Žalik Vito in danes vam bom predvsem skozi primere dobrih praks predstavil rabo trajnostnih virov voda. Sedaj poskusimo samo. A se vidi predstavitev? Ja, se vidi, kar izvolite. Tem pa začnemo. Sedaj, kako pomembna in dragocena voda je v naših življenjih, ni posebej potrebno izpostavljati. Sam bi izpostavil dve dejstvi. Prvo dejstvo se nanaša na pomembnost vode. Torej, recimo človeško telo vsebuje 60 do 70% vode. Recimo možgani so sestavljeni iz 80% vode. Drugo dejstvo, ki se pa nanaša na dragocenost, pa je povezano z vodo na našem planetu Zemlja, ki je po mnenju strokovnjakov prišla na Zemljo verjetno s kometi. Torej ob nastanku Zemlje, ki je nastala pri visoki temperaturi, je tista prvotna voda izhlapela in prav zaradi tega moramo res vodo vzeti kot dragoceno dobrino. Sedaj, kar se tiče upravljanja z vodo, je le to sestavljeno iz treh aktivnosti. Prva je seveda omejitev porabe vode z uporabo nekih varčnih tehničnih rešitev. Druga aktivnost je povečanje rabe trajnostnih vodnih virov. In pa tretja aktivnost je proaktivno upravljanje vodne infrastrukture v skladu z okoljskimi predpisi in uredbami. Na naslednjem diapozitivu vidimo naštete prednosti povečanja rabe trajnostnih vodnih virov. Kako pomembni so ti učinki, priča recimo spodnja desna slika. Čeprav je pokritost našega planeta kar 71% z vodo, samo 2,5% predstavlja sladka voda in še od tega 2,5% samo 1% lahko vodo uporabimo. V podjetju Roto znotraj programa Voda izdelujemo gradbene produkte za varovanje okolja. Imamo 8 skupin izdelkov, to so rezervoarji, čistilne naprave, lovilniki olj, lovilniki maščob, črpališča, greznice, jaški in pa industrijske čistilne naprave. V nadaljevanju vam bom skozi primere dobrih praks prikazal različne tipe objektov in vgrajene produkte za varovanje okolja in rabo trajnostnih virov. Zdaj, prvi primer je trgovski center Lidl v Ilirski Bistrici,
kjer so poleg produktov, ki morajo biti vgrajeni zaradi okoljskih predpisov in uredb, vgradili v sklopu zadrževalnikov vode tudi 50-kubični zbiralnik deževnice. Deževnico, ki jo zberejo, je namenjena za zalivanje zelenih površin v okolici trgovskega centra in pa za splahovanje WC kotličkov. S tem so znatno prihranili pri porabi pitne vode iz vodovodnega sistema in pa seveda posledično tudi prihranili pri stroških čiščenja fekalne in pa padavinske vode. Naslednji primer je podoben primer, je primer letališča Jožeta Pučnika, kjer Fraport, to najbrž veste vsi, gradi nov terminal. Podobno kot pri trgovskem centru Lidl se je tudi tukaj vgradil zbiralnik za deževnico, ki je namenjen splakovanju WC kotličkov po celotnem novem terminalu. Sedaj podobne rešitve so že vgradili tudi na drugih svetovno znanih letališčih, recimo na letališču São Paulo v Braziliji, tudi recimo na bruseljskem letališču. Pri zadnjem, torej bruseljskem letališču, so po prvem letu delovanja tega sistema zbiranja deževnice ugotovili oziroma izračunali, da imajo kar 12% prihranek pri stroških za pitno vodo, čeprav je na deževnico priklopljen le manjši del WC-jev. Naslednji primer je primer novozgrajenega kampa. V lanskem letu je pred Bledom v objemu reke Save Dolinke bil zgrajen nov kamp, ki ima kapacitete za okoli 1000 kamperjev. Zaradi direktnega izpusta odpadnih in padavinskih voda v reko so bile s strani Ministrstva za okolje oziroma ARSO-ja postavljeni izjemno strogi parametri in kriteriji. Tako smo bili skupaj z projektanti postavljeni pred velikim izzivom in rezultat tega je čistilna naprava, ki poleg odpadnih voda čisti še odpadni zrak in pa odpadne snovi iz kemičnih WC-jev. Po prvem letu delovanja kampa zadeve izjemno dobro funkcionirajo, kar je tudi pozitivna novica za investitorja, ki je kljub temu, da je na nek način obremenil okolje za samo izgradnjo kampa, lahko zadovoljen, saj okolje dodatno ne obremenjuje z odpadnimi fekalijami. Potem naslednji primer so bencinski servisi. Zdaj, bencinski servisi so izjemne specifike, saj je na najbolj obremenjenih frekvenca uporabnikov izredno velika, ker so v zadnjem času postajališča oziroma bencinski servisi postali prava prodajna mesta. V sklopu servisa so urejene recimo trgovine, restavracije, pripravlja se hitra hrana, celo prenočišča in tako dalje. Je kar velik izziv vso to odpadno vodo očistiti. Zaradi specifike bencinskih servisov, torej zaradi eksplozivnih con, je tudi kar nekaj omejitev glede samih produktov, ki morajo biti iz posebnega prevodnega materiala. Zaradi vse te velike porabe pitne vode se v zadnjem času veliko bencinskih servisov po Evropi in tudi v Sloveniji odloča za rabo trajnih virov vode. Tako so pričeli intenzivno zbirati deževnico in jo uporabljati za številne namene. Nekateri so nadomestili kar 80% pitne vode z deževnico. Zdaj, zadnji primer so primeri proizvodnih obratov. Zdaj na diapozitivu vidimo naši, bom rekel, zadnji dve referenci, in sicer za podjetje Iskra Mehanizmi, ki so zgradili nov logistični center v industrijski coni pri Brniku, in pa podjetje TKK.
kjer so z vgrajenimi produkti zadovoljili okoljske predpise in uredbe, ter tako posledično zmanjšali tudi stroške za čiščenje in odvajanje fekalnih ter padavinskih voda. Zdaj na mojem zadnjem diapozitivu pa smo pripravili en primer, kako lahko podjetje prihrani na stroških, hkrati pa z uporabo trajnega vira omogoča neko ekološko ravnovesje. Pa če vzamemo za primer recimo podjetje A z 50 zaposlenimi, lokacija tega podjetja je v Krškem in to podjetje ima mesečno porabo vode 60 kubikov, ki jo uporablja za WC-je, umivanje rok in pa recimo za testiranje izdelkov, torej ko je izdelek recimo po končani montaži, se ga je potrebno stestirati z vodo. Zdaj, odpadne vode in padavinske vode se čistijo na centralni čistilni napravi, odvajajo pa se preko mešanega komunalnega sistema. Zdaj na levi strani, v prvih dveh tabelicah, je izračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter padavinskih voda. To je primer, ki ga imajo sedaj. Potem na desni zgornji tabeli pa je izračun glede na lokacijo in pa količino ter intenziteto padavin ob upoštevanju nekega sušnega obdobja, kjer smo predpostavili, da recimo 20 dni ni dežja. Torej na podlagi teh podatkov smo izračunali neko idealno velikost zbiralnika za deževnico. V tem primeru za to podjetje, izmišljeno podjetje A, bi bila idealna velikost 40 kubikov. Če bi se sedaj to podjetje odločilo, da za namene testiranja in splakovanja WC-jev uporabi deževnico, bi bila investicija nekje okrog 21 000 evrov. Ta znesek upošteva tudi vsa gradbena dela. Ob uporabi deževnice, recimo da za 80% pitne vode uporabimo deževnico, bi se stroški za čiščenjem vode zmanjšali do te mere, da bi investicija v zbiranje in uporabo deževnice, da bi se ta investicija povrnila v samo 7 letih. Poleg tega pa bi bilo še veliko drugih pozitivnih učinkov, ki smo jih že omenili na začetku prezentacije, torej na nek način bi vzpostavili neko ekološko ravnovesje. To bi bilo na kratko z moje strani vse. Zahvaljujem se vam za pozornost, sedaj pa besedo predajam kolegu Nikolaju, ki bo predstavil čiščenje industrijskih odpadnih voda. Hvala lepa, Vito. Se vidi moja prezentacija? Da, vidi, kar izvolite. Ja, hvala lepa, gospod Novkovič. Jaz bi rad predstavil čiščenje odpadnih vod, industrijskih odpadnih vod. Na kratko bom kar pričel. Ta del iz Roto Ecolinga smo mi na novo postavili zdaj tukaj na Hrušici, bližini Jesenic imamo zdaj našo poslovnico in tudi delavnico. Delamo, na kratko bi rad tehnologijo predstavil, ker DAF tehnologija na eni strani že nekaj časa obstaja na trgu, na drugi strani še zmeraj je usedanje še zmeraj velikokrat v ospredju. Načeloma se pa lahko reče, z našo tehnologijo se lahko vse, kar se do sedaj z usedalnikom delalo z DAF tehnologijo reši, ker v bistvu vse, kar se useda, lahko tudi flotira. In flotacija sama tako deluje, da del od čiščene vode vzamemo
jo spravimo pod pritisk za črpalko, v tlačni posodi se pomeša z zrakom in z bistvom mehanizmom, ki spusti spet pritisk, se tvorijo majhni mehurčki v vodi, ki potem pomagajo, da snovi poplavajo na površje, tam se z bistvu z grtačem ali posnemalcem se potem odstrani mulj, blato, ki se potem posebej izbira in na koncu procesa v bistvu dobimo čiščeno vodo. To je na kratko naša tehnologija razložena, kako deluje. Podrobnosti se je treba seveda pogledati. Glavne aplikacije so v bistvu v papirni industriji, prehrambena industrija, tekstilna, usnjarska industrija, ugoščevanje blata. Imamo res veliko primerov, ki smo koristili doslej, oziroma se še zmeraj koristi flotacija, ker pač v odpadnih, predvsem v industrijskih odpadnih vodih je veliko suspendiranih snovi in na teh suspendiranih snoveh se deloma oziroma v veliki meri tudi druge stvari kot KPK oziroma BPK, biološke snovi naselijo, tako da lahko z našimi industrijskimi in čistilnimi napravami res veliko aplikacij pokrijemo in raznolike odpadne vode obdelujemo. Danes bi rad vam predstavil nekaj primerov iz dobre prakse, da se vidi, kako to potem v naravi, v praksi izgleda. Prvi primer je reciklaža plastike. V tem primeru je bil cilj vodo spet po značaju Zero Liquid Discharge spet nazaj vrniti v proces, da se čim manj dodatne vode obremeni oziroma koristi. V tem primeru se voda vrni. Koristili smo našo EcoFloat U60. Nahaja se ta projekt v Franciji, bil je izgrajen 2016 točno, pretok je okrog 40 kubikov na dan. Velika pomena oziroma ta voda iz reciklaže plastičnega materiala vsebuje zmeraj veliko blata iz različnih virov in v tem slučaju imamo res veliko obremenitev izmed 1,5 do 3 gramov na litro, ko je v primerjavi navadne običajne odpadne vode v industriji imajo okrog 1000, 2000, 3000, magare 10 000 miligramov na litro, tu je pa res že kar dosti več. Maksimalno, to se pravi, pri tej napravi pridobimo na uro 120 kg blata in učinkovitost je pri tej napravi višja kot 70%. To zdaj za to aplikacijo zadostuje, ker se vrne in se spet ta voda se vrne v proces in se še enkrat koristi za čiščenje, reciklaža. Imamo pa tudi primere, ko je učinkovitost dosti večja. Drugi primer je iz prehrambene industrije, mlekarna v Angliji. To smo eno okroglo napravo koristili oziroma predlagali, pripravili, to je EcoFloat E, ki se nahaja tukaj na sliki. Tu se tudi vidi, da se da tudi naprave zelo na majhnem prostoru postaviti, ker velikokrat je tako, da je obstoječe, kako bi rekel, postrojenje, obstoječa čistilna naprava in produkcija se poveča po pretoku ali obsegu, ne, in potem je pa treba na
obstoječem zemljišču tudi čistilno napravo obnoviti. V tem slučaju smo potem se zato izbrali, da smo jo postavili na podnožje. Spodaj v podnožju se vidi, tu se zbira mulj, tukaj zadaj je filtracijski sistem, vse, kar je pač potrebno za pogon te naprave. In tu je zalogovnik za blato. Ne? In tu se morda zdaj vidi tudi, kako učinkovita je tukaj naprava. Tu imamo 8000 mg, tu je 0,8 gramov bolj, če bi tu primerjali s prejšnjim primerom, in lahko znižamo na pod 300 miligramov na liter. In tu je potem zadostuje, da v tem slučaju to vodo odpustimo v kolektor. Tu potem še gre na biološko čiščenje, ki ima še razmeroma veliko obremenitev KPK-ja. Ampak kot vidite, od 24 000 na 8 000, maščobo pa sploh nikoli nismo merili na začetku, pa zadostujemo za to mero, da lahko to vodo izpustimo. Naslednji primer je papirnice. To je prav poseben primer, ker je nam uspelo papirnici res pomagati. Ne samo s tem, da smo napravo tudi spet postavili na podnožju, ker v papirnicah je ista težava, obstoječe postrojenje, ki je treba nadgraditi oziroma dograditi. V tem slučaju nam je tudi uspelo res uporabe vode znatno zmanjšati. Prvotno so potrebovali za ta projekt oziroma na tej papirnici v Boliviji 54 kubikov na tono pridobljenega papirja, in zato EcoFlow 3 nam je uspelo zmanjšati uporabe vode na 20 kubikov na tono. Mi se tudi bavimo z razvojnimi projekti, tu se pravi, če pride stranka k nam in vpraša, kako bi lahko flotacijo koristili za razvojni projekt. V tem primeru je tu bila ena aplikacija od Tehnične univerze z Graza, ki je skupno za Papierholz Austria imela raziskovalni projekt, ko je disertant prišel k meni na podjetje, ko smo poskusila to ne odpadno vodo, sicer to so neko posebno snov so hoteli pridobiti iz celuloze, in to smo v flotacijskem poskusu poskusili in testirali, ali so naše naprave primerne, da bi lahko v industrijskem merilu pridobivali to snov. In to smo testirali 5-6 poskusov in smo nekako v bistvu izluščili, kako bi lahko proces izgledal. Tu se s tem vidi, da se tu nam naš mulj v bistvu se tu zmeraj na površju vode se zgosti, in to smo v tej obliki v bistvu dognali s poskusom, da je z reciklažnim pretokom, 74% reciklažnim pretokom smo prišli na 25-30 ml, kar je v tem slučaju optimum, ker že 80% reciklaža že spet poviša to gostoto, in s tem sem lahko dokazal, da z našimi napravami oziroma za flotacijo lahko jim pomagamo, da industrijsko pridobivajo ta željeni material. To bi pomenilo pretok, da bi tu industrijsko pametno lahko se pridobivalo je okrog 1200 kubikov na uro, in potem sem za tem poskusom lahko povedal, jaz bi potrebovali dve EcoFlow v vertikalni napravi za pretokom za približno na napravo za 1000 kubikov na uro. Tukaj v tem primeru je tudi značilno, da je sam fizikalni primer oziroma fizikalno čiščenje. To se v
predhodno se ne koristi kemičnega čiščenja, ker hočejo pridobiti snov. V vsakem slučaju, ko se hoče spet pridobiti snov iz procesa, da se reciklira material in papirnicah je tu v veliki meri, tudi v prehrambeni industriji se od prilike izmire spet so naprave, ko se hoče iz odpadne vode neke maščobe spet pridobiti. Tam seveda ne smemo kemijo koristiti, da ne v bistvu uničimo osnovno surovino, ne. In cilj ogoščevanja je tudi 2%, da lahko potem tu odvedejo ta mulj na vodnanje in s tem lahko potem pridobijo to snov, ki se jo želijo. Tukaj sem en projekt pripravil, ki je, bi rekel, z našega vidika značilen, našega pristopa, kako razvijemo oziroma kako razvijemo projekt na obstoječi čistilni napravi. To je obstoječa čistilna naprava v ozadju od Depot de Nizko na Češkem. Ko smo to februar-marca 2019 pilotirali, to se pomeni, mi imamo napravo na razpolago, ki jo lahko pošljemo na lico mesto in direktno mi za stranko ali stranka sama, če ima ustrezno izobraženo osebje oziroma kader, testirajo za 2-3 tedne in vidijo, a se obnese naša naprava ali ne. V tem slučaju se vidi, zdaj to je pilotna naprava, ki je v bistvu na velikosti, da jo lahko s kamionom prevozimo, ima osnovno kemični predtretman, to je flotator v ozadju in predhodno je to koagulacijski reaktor, kjer se je tudi v tem slučaju tudi kemija testirala na teh odpadnih vodi. Na desni strani tukaj se že vidi rezultat, to je običajna voda in mi smo del vode vzeli in čistili in je znatno lepša oziroma bolj čedna, po domače rečeno. Vidi se tudi osnovni pretoki, ne, mi imamo okrog 55 kubikov na uro, ki se predela. TSS, ki je po obstoječem procesu je med 10 in 240 mg na liter, ker voda se direktno spusti v Elbo, mora imeti pod 50 mg na liter in to nam je uspelo celo brez kemije, ker smo videli, da je naprava za ta namen, ko ga imajo pri Depot de Nizko, dosti učinkovita samo na fizikalni način. Pripravili smo sicer, tu se vidi zdaj izgrajena naprava, tu smo napravo zagonili in tu se tudi že vidi rezultat, kakšen pride iz čistilne naprave oziroma iz našega finalnega tretmana. To se komaj oziroma skoraj nič nima več teh suspendiranih snovi, kar je pač na Češkem ustrezna authority, ne, urad zahteval, da TSS mora se zmanjšati. Tako, da lahko res tudi s pilotiranjem na obstoječem oziroma obstoječi napravi pokažemo in dokažemo, kako naša naprava deluje. Na fizikalni sistem ali na kemični sistem, ker je to tako pripravljeno. Ker sem imel sam ta odmerek časa, bom zdaj zaključil in predam besedo gospe Nuši Pavlinjek Slavinec. Pozdravljeni, se slišimo? Da, se slišimo, kar izvolite. Ja. Goran, hvala lepa za povabilo. To, da prav danes govorimo o zelenih tehnologijah, ni naključje, saj je danes 22. april, torej dan Zemlje, svetovni dan Zemlje. In to je še en dokaz, kako smo člani Slovenian Business Cluba, tudi družbeno odgovorna podjetja, katerim je mar za naše okolje, po drugi strani pa z takšnimi produkti lahko tudi marsikatero podjetje prihrani pri svojem poslovanju. Zdaj, kot že rečeno, Roto je ustanovni član SBC-ja in je vodilno evropsko podjetje na področju tehnologij za čiščenje voda.
In prav letos smo v Jesenicah se preselili v novo tovarno, kjer imamo specializirano proizvodnjo za industrijske vode, torej posebne postopke, posebne čistilne naprave za čiščenje vode v različnih industrijah, turističnih in gostinskih objektih, kot je že navedel Nikolaj. Prve čistilne naprave za komunalno vodo smo naredili že leta 1996, tako da imamo okrog 40.000 velikih objektov, velikih projektov, katere smo zelo uspešno izvedli. In omenila bi tudi mogoče 2-3 projekte, kateri so bili danes nenaključno tukaj prikazani. Kamp Bled, lastnik tega kampa je tudi član SBC-ja, prav tako Fraport, katerega gradijo GIC gradnje, tudi član SBC-ja, pa potem ITOS. Tako da že sodelujemo s člani in zato si želimo, da smo res nekaj posebnega tudi podjetja, ki smo člani SBC-ja. Zdaj, mogoče bi na koncu povabila k akciji. V podjetju Roto smo se odločili, da bomo v mesecu maju ponudili članom SBC-ja brezplačno individualno tehnično svetovanje, torej lahko nas kontaktirate za vaš konkreten primer in naredili bomo analizo odpadne vode v našem laboratoriju. Prav tako bomo naredili brezplačno projektno dokumentacijo in mogoče tudi začeli s pilotiranjem, kot je Nikolaj omenil, da rešimo odpadne vode. Po drugi strani pa, kot je Vito na začetku poudaril, da tudi izberemo vodo, ki je recimo na strešnih površinah naših proizvodnih obratov, jo uporabimo za sanitarno vodo, za požarno vodo, zberemo in prečistimo vodo iz parkirišč. Torej, cel management, vodni management lahko prepustite nam. In kot je na začetku SID banka omenila, tudi oni, sem prepričana, bojo se potrudili, da bomo sredstva dobili po ugodnih obrestnih merah in verjetno bojo tudi pomagali pri pripravi teh vlog za sofinanciranje, tako da mislim, da je zdaj pravi čas, da gremo vsi skupaj v akcijo. Nuša, najlepša hvala za ta lep zaključek. Res ste vse sklenili na koncu, zaokrožili te izčrpne informacije. Manjka samo še, da bi bili drugi dober primer po GEN-I Soncu za zeleno obveznico in bi tako lahko dodatno na nek način skupaj s SID banko naredili nov, integralni projekt za več podjetij. Samo kot predlog, mogoče si slajičen. Jaz predlagam zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorimo tudi na kakšno vprašanje, lahko dvigne roko, raise your hand, lahko kaj upiše v chatu. Jaz pa imam nekaj vprašanj, pa bi mogoče bi predlagal, da na kratko odgovorimo. Gospa Polona Hiti, mogoče samo eno vprašanje, čisto za splošno razumevanje, koliko je pravzaprav interesa za projektno financiranje zelenih projektov ali pa zeleno obveznico zdaj v primerjavi z časom pred COVID-om, pred epidemijo, ker vemo, da je SID banka zelo agilna na tem področju, samo da dobimo malo temperature, ali se ta interes povečuje ali približno tam, kot je bil. Evo, da se povežem. Torej, mi s tem programom smo, ki bo konkretno še posebej ugoden za zelene projekte, to je ta program naložbe, bomo v bistvu začeli še, se pravi z jutrišnjim dnem. Tako da pričakujemo seveda sedaj še toliko večji mogoče interes podjetij. Predvsem bi se pa navezala mogoče z tega vidika, ravno, kar sem omenila, da se pričakuje ta okoljski davek, in kup enih teh direktiv, ki nas v bistvu vedno bolj usmerja oziroma bolj, bom rekla, usmeri v to, da začnemo razmišljati zeleno. Tako da pričakujemo, da bodo podjetja šla v tej smeri zelenega, ravno tudi zaradi tega, ker se pričakujejo določene dajatve za tista podjetja, ki se ne bodo usmerila v zeleno. Se pravi, če ne bojo imela teh komponent,
bodo dodatno obdavčena oziroma tako da mislim in upam, da bo vedno več tega, tako da. Ja, ta oportunitetni strošek nismo danes še omenili in zna biti v prihodnosti bistveno večji in se ga tako lahko izognejo, ne? Tako, ja. Kje se pa mogoče po vaših izkušnjah najbolj zatika pri projektih, ko se podjetja začnejo zanimati ali ko se pripravljajo za to, da bi dobili vašo podporo oziroma vašo pomoč sodelovati pri vaših projektih? Zdaj bom rekla, kar se tiče dokumentacije, pri nas je v bistvu klasična dokumentacija, kar se tega tiče, standardna pri vseh programih. Mi poskušamo biti čim bolj, seveda, poenostaviti te obrazce, vendar, če bodo imela podjetja težavo s pripravo, smo seveda tukaj, vedno bomo pomagali pri pripravi. Bom rekla, ključno se mi zdi predvsem, da dobro predstavijo to zeleno komponento v investicijskih načrtih, da se prepozna, kaj je tukaj ta doprinos oziroma investicija. Lahko tudi podpremo konkretno tudi proizvodno, ki že izdeluje določene takšne izdelke ali pa reciklirane ali pa jih samo povečuje recimo ta obseg. Tako da, kar se tiče dokumentacije, se pravim, to je zdaj odvisno od, bom rekla, finančne priprave oziroma projekcij, koliko je podjetje veščo pri pripravi finančnih projekcij, tukaj bi predvsem zdaj ali ima določeno računovodsko podporo zunanjo ali pa pač sama pripravlja, tako da jaz bi predvsem rekla, da mogoče so največ vprašanj dobimo predvsem z vidika, se pravi, iz naše strani je največ vprašanj, kar se tiče teh finančnih projekcij oziroma nekega napovedi, se pravi, da je dejansko potem tudi, kar je v teh finančnih projekcijah, v številkah, da to odraža tisto, kar je tudi potem napisano v poslovnem načrtu. Torej, če ne vem, načrtuje družba znižanje stroškov na račun, ne vem, manjše energetske porabe, da je potem tudi vidno v nižjih stroških storitev oziroma materijala. Tako da, se pravi, mogoče predvsem bi izpostavila te projekcije, poslovni načrti pa mislim, da so podjetja zelo uspešno oziroma zelo transparentno vse predstavijo. Imam še zadnje vprašanje za vas. Omenili ste pri zelenih obveznicah, da iščete tudi vlagatelje. Tam na prosojnici so bili omenjeni banke, zavarovalnice in tako naprej. Ali lahko tudi podjetniki so vlagatelji? Tudi, ja. Tudi, skratka, tudi to je možno, ne? Ja. Če pa vas seveda zanima konkretno, kakšen primer, seveda bomo pa potem tudi stopili v kontakt, pa vam dodatno lahko to pojasnimo. To se ukvarjajo predvsem naši kolegi v zakladništvu, ki imajo v bistvu tudi kontakt z izdajatelji in pa tudi vlagatelji, tako da pomagajo pri celotnem postopku. Hvala lepa, gospa Polona. Jaz imam še kakšno vprašanje za naše goste iz ROT-a. Mogoče čisto tako zanimanje, vem, da je ROTO bil pred desetletji že za zasebne projekte zelo zanimiv zaradi zbiranja deževnic, pa me zanima, koliko je interesa pri projektih zbiranja deževnice pri podjetnikih v Sloveniji ta hip. Je to že velik interes ali pričakujete v prihodnje bistveno večji? Bom odgovoril, ja. Čedalje več je tega zanimanja. V preteklosti v bistvu zgodba za zbiranje deževnice se je začela z zasebnimi investitorji, torej z individualnimi hišami. Sedaj je pa čedalje več podjetij, tako kot sem že omenil, bencinski servisi, trgovine, nekako se vsa ta okoljska zavest in pa raba trajnih virov opažamo seli iz severnih dežel oziroma tudi iz Nemčije, Avstrije proti nam. Tako da
tudi ti tuje korporacije, kot je Lidl, kot je Spar, recimo ta nov trgovski center Spar, ki ga sem sicer nenamenoma izpustil, ker teh referenc imam ogromno, ko se je zgradil sedaj v Ljubljani, v Šiški, je recimo vgradil kar za 400 kubikov rezervarjev za zbiranje deževnice. Tako da ta zavest pri podjetjih in pa pri podjetnikih samih je čedalje večja. Imam še zadnje vprašanje, mogoče za gospod Nušo, da izpostavimo, pa mi povejte, če sem prav razumel, ko sem se pogovarjala pred tem dogodkom, vi ste se v bistvu, ko gre za to področje industrijskih odpadnih voda, tudi kadrovsko ukrepili z strokovnjaki iz Avstrije. Mislim, da je gospod Nikolaj Oraže danes z nami. Je tako, lahko mogoče malo predstavite to ekipo z dvema, trema stavkama, ker verjetno je to ključni tehnični oziroma referenčni podatek. Ja, tako je. Pred 3 leti je skupina Roto prevzela del regeneracije iz Gorenjske in potem se je ustanovilo podjetje Ecolink, bili smo v Kranju in zdaj, ko smo povečali proizvodnjo z novo ekipo, z novim znanjem, smo rekli, zdaj pa rabimo tudi večje prostore. Tako da zdaj je proizvodnja predvsem izdelkov iz poliestra in nerjaveče pločevine v Jesenicah. S tem, da nova generacija ekoflavtov, torej čistilnih naprav za industrijsko čiščenje vode, pa bo tudi že z klasičnimi polietilenskimi komponentami in bolj industrializirana. Torej zdaj produkti so bili predvsem custom made, vse, kar pa prihaja novo na tržišče, bo pa že nekako iz standardnih komponent in bo tudi bolj cenovno dostopno. Zdaj naši sodelavci iz Avstrije so tako tehnično podkovani kot tudi komercialno, torej od razvoja, načrtovanja produktov, priprave vse tehnične dokumentacije, potem laboratorijskih analiz, vse to imamo v hiši. In to je ena velika prednost in smo dejansko edino podjetje v Evropi, ki od tega, da se prvič srečamo s kupcem, zaznamo njegovo situacijo, pa do rešitve, pa potem tudi nenazadnje vzdrževanja celega sistema dobave nadomestnih delov, oddaljenega nadzora, kajti te velike čistilne naprave gostujejo na našem serverju in potem, če pride do kakšne napake, lahko mi preko oddaljenega nadzora stvari saniramo. Torej vse imamo v hiši in je to tudi potem res kakovostna oskrba kupca, ki ima osnovno dejavnost čisto drugačno kot čiščenje vode, zato tudi razumemo, da mu veliko pomeni, da mu to skrb prevzamemo mi. Vse imate v hiši oziroma vse imate pod kontrolo, ne? Najlepša hvala vsem. Mislim, da smo izčrpali z vprašanji mojimi, pa tudi z vašimi informacijami vso tematiko. Lepo se zahvaljujem vsem predavateljem danes. Še enkrat bi rad opozoril, da bomo posnetek in prezentacijo današnjega webinarja poslali, tako da ga boste vsi udeleženci lahko delili, tako vse do zdaj z vašimi sodelavci. Vabimo vas seveda tudi k neposrednim vprašanjem predavateljem po webinarju. Kontakte vam posredujemo danes tekom dneva. O današnji temi bo objavljen tudi članek v SBC Podjetniku v začetku maja. SBC Podjetnik bo objavil tudi številne druge nasvetne članke iz naših webinarjev in to revijo večina od vas tudi prejema. Mi seveda jo tudi ciljno distribuiramo na 4500 naslovov, tako da jo dobijo tudi direktorji največjih podjetij, predvsem pa direktorji zelo dobrih malih in srednjih podjetij. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih webinarjih. V vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Eden od teh, ki prihaja 11.5., bo s Tikom Pro o aktualnih razpisih v naslednjem četrtletju. Zdaj pa seveda, ker so pred nami vendarle prazniki, si bomo vzeli tudi od webinarjev malo premora. Najlepša hvala vsem za pozornost. Lepo se imejte med prazniki, ostanite zdravi in srečno. Nasvidenje.